O, živijo. A vidite, kaj kupujem? Danes gremo v obdobje, kjer bodo naši mladi kuharji pripravljali mlečno zelje in pa zmučkan krompir. Špar pa nas bo založil s sestavinami. Še po česen skočem in gremo. Smo pred osnovno šolo Dobje, kjer bomo danes kuhali in mučkali nekaj, kar imam jaz zelo rad, to je zelje in krompir. Mislim pa, da moje pomoči ne bodo potrebovali, saj sami znajo že zelo dobro kuhati. Gremo, da spoznamo naše današnje kuhoznalce. Zdravo! Zdravo! Kaj zdaj, kuhoznalci? Ja, kuhamo. Boste kuhali? Ja. Ja, vidim, da že res težko čakate, no, se moram priznati, da jaz tudi. Tako da, dajmo spoznati ekipo na levi. Vi ste... Ješprenčki. Vi pa ste? Kuhle. Že poznate pravila igre? Recimo. Vsaka ekipa prejme šparovo košarico s sestavinami. Na levi in na desni jo vidite. A si želite kakšne dodatne sestavine? Ja. Okej. Dodatne sestavine lahko dobite, če pravilno odgovorite na vprašanje. Okej, kar stopita naprej, Jernej in Ana, in poslušata prvo vprašanje. Kaj je najpogostejša zabela tradicionalnih slovenskih jedi? Ocvirki. Ocvirki! Bravo, ješprenčki! Dajmo en aplavz, no, za Jerneja. Kaj boš izbral? Sladko smetano. Okej, izvoli, sladko smetana je vaša. Lahko pa jo prijateljsko podelite tudi z veselimi kuhlicami. Evo, že takoj so jo dali, bravo, zelo lepo od vas. Ampak drugo sestavino si še vedno lahko vi priborite in jo tudi vi zamenjate z ješprenčki. Povej mi, zakaj v Dobju zelju dodajate mleko? Ker je tako boljše. Ja, boljše, da je kaj? Da je okus zelja kakšen? Bolj izviren. Bolj izviren. Izviren odgovor, priznamo. Bravo, Ana. Evo, česenček, tudi vi ga lahko podelite z ješprenčki. Tako da, super, čestitam obema ekipama. Tako da, izvolite za svoje pulte. Zdaj bomo pa začeli kuhati. 3, 4 in začnemo kuhati. A bi potrebovali še kakšno sestavino? Ja, kaj pa? Mogoče kislo ali drobnjak. Kisla smetana, drobnjak. Evo, prosim, Jerneja in Ano, da greste spredaj. Vprašanje. Projekt Kuhoznalci je močno vezan tudi na slovensko dediščino in tradicijo. Poglejmo malo v zgodovino slovenske kuhinje. Zaznamovalo jo je pomanjkanje, a to iznajdljivih Slovencev ni ustavilo. Če ni bilo v shrambi skoraj nič, se je našlo kaj? Zelje, In? krompir. Krompir! Bravo! Pravilen odgovor. Upam, da vam bo kisla smetana prišla prav pri pripravi zmučkanega ali kakšnega štukanega krompirja. Okej. Vi pa imate možnost, da se potegujete za drobnjak. Povedati mi moraš, zakaj so v dobi, ko še ni bilo hladilnikov, začeli kisati zelje. Se je podaljšala uporabnost in da so ga lahko čez zimo. Bravo. Drobnjak je vaš. Izvoli. Ajde, gremo naprej kuhati.
Bližamo se koncu, krompir je že zmučkan, mleko smo dodali zelju, tako da kakih 5 minut in bo kuhanje zaključeno. Evo, končno sem prišel na svoj zeljnat račun. Poskusil bom prvo jed od kuhelj. Torej imamo zmučkan krompir, štukan in pa mlečno zelje. Kako se zdaj to? Moram vsega malo vzeti, ne? Malo krompirja, malo zelja, malo cvirkov. Zelo dober. Jaz bi dal kar 10 od 10 vam oceno. Ste zadovoljne? Ja? Zdaj pa še ješprenčki. Kako se to pokuša? Čim več vzeti, kar je na krožniku. Čim več, kar je na krožniku? Okay. Cvirko predvsem. Tudi vam moram dati 10 od 10. Težko se je odločiti, ne? Prosim, da mi tukaj pomagate in da se vi odločite namesto mene, katera ekipa je boljša, katera bo zmagovalna, ki bo poleg špar paketa dobila še posebno nagrado. In to prosim, da namesto mene naredite vi. Glasujte, katera ekipa si zasluži zmago. Tako se lahko za super nagrado potegujete tudi vi, saj bomo med vsemi, ki boste glasovali, izžrebali nagrajenca. Želim vam veliko sreče, od vas pa se lepo poslavljam iz osnovne šole Dobje. Z vami so bili ješprenčki in pa vesele kuhle. Uživajte! Adijo!